To je Radio 1 podcast. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Tako, zelo zgodaj v življenju je vedel, kaj bo počel. Živel je v ritmu sezon, prog, treningov in pritiskov. Prišel je do svetovnega vrha, osvojil medaljo, bil del elite, kjer ni varnostne mreže. Potem se je ustavil, ne zaradi pomanjkanja znanja ali pa hitrosti, ampak zato, ker je telo in glava sta rekla dovolj. In zaključil je kariero, postal očka in se v šport vrnil z druge strani. Danes ne lovi več stotink, ampak skrbi za zgodbe, za ljudi in komunikacijo. Povej, kdo si in kaj počneš. Sem Štefan Hadalin, nekdanji alpski smučar, kot sta omenila. Trenutno pa sem predstavnik za odnose z javnostmi na Smučarski zvezi Slovenije za alpske discipline, osebni trener, učitelj smučanja in tako naprej. Si kaj, kar nisi. Ja, seveda, da sem. Se to smo vsi v eni točki. A znaš kakšen inštrument igrati, Štef? Ja, znam. Kaj pa? Kitaro. A res? Res? Ok. Sicer nisem prav dober. Nisem tako kot... Ampak dobro, tako za doma, za igrati, za dobro voljo? Ja, to pa kakšna zadevca je. Ok, naslednjič ti bomo zrihtali še kitaro. Dajmo začeti z najprijetnejšo temo. Najprej čestitke tvoji dragi Kati in seveda tebi za naraščaj. Fran bo jutri star 2 meseca. Drži. Ja. A lahko potegneš kakšno sporednico med rojstvom sina oziroma tem kratkim obdobjem in srebrom v kombinaciji na svetovnem prvenstvu v Orju 2019? Ker verjetno se je življenje spremenilo v obeh primerih, ne? Ja, v obeh primerih se mi je življenje postavilo na glavo. Težko se pa odločam, v katerem bolj pozitivno, ampak definitivno bi tukaj izbral sina Frana, ker to so pač res taki trenutki, ki so neprecenljivi in sem zelo hvaležen, da se je to zgodilo in se veselim vsega, kar pride. Ok, sicer je zdaj obdobje, ko Fran bolj potrebuje mamo, kot pa tebe, kaj se je navezal. Ja, upam, da nas mama zdaj le posluša. Mama, Katja, ampak ti si potem support, ti si pol support svoji partnerki, ampak vseeno, te je pri očetovstvu kaj presenetilo, česar ti ni nihče prej povedal. Niti frendi, niti delavnice, niti nič. Presenetilo me je, da je to težko, da je tako naporno, da je res naporno, ampak je zanimiva ta kombinacija napora in zadovoljstva, prijetnosti, sreče hkrati in to je zares unikatno. Tako da mislim, da nobena stvar zares ne more pripraviti na to. Tako da vsi, ki boste postali očetje, naspite se, dokler se lahko. Ok, pa še tole, otroci ponavadi ob rojstvu dobijo kakšne plišaste igračke, kakšna darilca. Je kdo slučajno prinesel kakšne mini smučke? Ne, smučke ne, je pa nekdo prinesel kot že prvo tako zimsko bundo, tako da to je bila ena usmeritev, ampak smučk pa še nobeni. Kaj je bilo na koncu kariere najtežje, glede na to, da si športnik? Je to, da si izgubil rutino, da si izgubil identiteto, ker moraš potem poiskati novo, kje se je najbolj zatikalo? Pa vsega po malem. Del tebe v bistvu na nek način izgine, umre, zapustiš tako lepe kot slabše stvari, spomini ostanejo načeloma samo lepi. In ta del zagotovo na neki točki moraš predelati, odžalovati in iti naprej. In sigurno na teh točkah je včasih več padcev tudi, ki jih pač moraš predelati in z njimi živeti, ampak čas celi rane in življenje gre naprej. Že ko si rekel času, koliko časa si ti potreboval, da si se pobral? Da si prišel k sebi. Lih nedavno sem govoril z enim kolegom po telefonskem klicu in sem rekel, veš, kaj je bil pa zdaj letos Adelboden pa Wengen je pa mene še vedno malo stisnil. A te je? Ja, ker so spomini to klepi in pridejo na dan občutki in vse živo. In je lepo, hkrati je boleče, ampak vse tako, kot sem rekel, lepo ostane. Nekaj časa si imel dolgo čupo. Ja. A si se postrigel, ko si končal s kariero? Ne, mislim, da sem se že v zadnji sezoni že na sredi enkrat ostrigel. V bistvu tisti sem imel malo po navdihu. Okay. Rekel sem si tudi, kaj enkrat tako, glede na svoje gene, zelo verjetno bom enkrat brez las in sem rekel, dokler jih še imam, dajmo probati nekaj in to je to. Štefan Hadalin, vrhunsko. Ok, zdaj pa tako, ko si končal, a te je povabila k sodelovanju kakšna politična stranka?
Ne. Že če so pred nami volitve? Ni. Ne. Niti ena. Pridi kandidirati za nas. Ne, hvala. Za enkrat mi je tako v redu. Kaj si naredil potem v tem vmesnem času? V mestnem času, ja, veliko stvari. V bistvu nekaj sem se izobraževal na področju, se pravi, za osebnega trenerja, za delo v fitnessu. Izobraževal sem se nekaj na področju športnega marketinga, nekaj na področju osebnostne rasti, skratka, veliko različnih stvari. In potem sem tudi v lanskem letu, torej 25, oziroma že v koncu leta 24 začel z novo poklicno kariero, kjer sem najprej delal v glavnem v fitnessu, potem sem s letom 25 v jeseni začel tudi z predstavnikom za odnose z javnosti, kot sta prej že omenila, in v bistvu se vedno znova učim, zanimajo me te in one stvari, raziskujem, kdo sem, verjamem, da me še veliko stvari čaka. Nisi pa nehal smučanjem, kar marsikdo bi mogoče po tvoji izkušnji, do katere še pridemo in izgorelosti in tako naprej, mogoče postavil smučko kot, ti si z veseljem potem še naprej skakal po smučiščih. Ja, seveda, sej smučanje imam jaz še vedno rad in smučanje je odličen, vrhunski, lep šport, gibanje in še vedno aktivno tudi učim smučanje. Sem vpet na vsak način, me zanima in ja, nisem te ljubezni izgubil. Še mogoče to, če bi primerjal Štefa prej in Štefa zdaj, kateri ti je bolj všeč? Vsak izmed njiju ima stvari, ki so mi všeč in jih ne bi zamenil. Ok, ampak je kaj, kar zdaj ceniš, česar prej v prejšnji karieri nisi imel? Ogromno stvari zdaj bolj cenim, kot sem jih znal ceniti znotraj kariere. Predvsem to, koliko sem bil vztrajen, koliko sem bil delaven, koliko sem bil predan, kakšne sposobnosti sem imel se spopadati s pritiski, z izzivi, z strahom, z napori in si včasih prav, tako rečem, se ustavim in si rečem, vsaka ti čast. Štefan, malo si govoril takrat, ko se je zgodil prelom, o tem pa verjamem, da marsikoga je to takrat zelo matrlo, zanimalo, žrlo. Veliko se je usuvalo po spletu komentarjev o tebi. Kaj se je zgodilo takrat, tisti moment? Kdaj si začutil, da ne gre več samo za slab rezultat, ampak da se nekaj dogaja s psiho tudi? Mislim, začutil sem prvič že 2021 jeseni, da so zadeve zelo globoko in da pač je treba nekaj začeti delati drugače. Kar se pa tiče odločitev v koncu kariere, je pa v bistvu padla v tistem tednu pred 1. februarjem, ko sem pač tudi pol javno to povedal in enostavno sem se tako odločil, ker nisem zmogel več tega in je bilo mi hudo, zelo, hkrati mi je bilo pa tudi težko, ker sem vedno mogel nekomu objašnjevati, kaj in kako je, ker ni mogel nekdo, mislim, očitno ni večina ljudi tega sposobna bila razumeti. Ampak česa je bilo preveč? Nam lahko poveš? Preveč naporov, preveč, bom rekel, nekega trdega dela v smislu, kjer sem bil tudi mogoče jaz tist, ki sem šel predaleč prevečkrat v želji in v nekem žaru tega, da bi uspel, in sem se na ta način enostavno skuril. Zakaj je zgorelost nekaj takega, kar ljudje pogosto priznamo šele prepozno? Če pa ti si dokaj, mislim, nek način si dokaj hitro to ugotovil, ne? Ja, sem večkrat mogel iti kar, face to rdeče, bi jaz rekel, ker menim, da sem tudi skozi šport imel relativno visok prag neke bolečine oziroma nekega trpljenja, ki sem ga v danem trenutku lahko prenesel. Zakaj? Zaradi tega, ker nas najverjetneje v izgorelost pripelje tudi ena stvar, ki nas na nek način potrjuje, ki nam daje v določenem delu tudi dobre občutke in športni rezultat in vrhunski rezultat nedvomno ti da. In vzgojeni pa v bistvu usmerjeni smo pa itak v to, da samo trdo delo pripelje do rezultata. Ja. Kar pa žal ni čista resnica.
Za vse tiste, ki samo trdo delajo, verjamejo, da bo uspel. Ivica Kostelić v pogovorih po koncu kariere pravi, da je samo to. Ja, jaz tako rečem. Repeticija in trikratni faktor dela. Kontekst, ne? Kontekst, za nekoga je to. Spet za drugega ni to. In potem ne moramo reči, da je to pravilo. Jaz zagovarjam to, da je vedno treba gledati kontekst posameznika. Kdo ti si, kako funkcioniraš, kako deluješ, kako si vzgojen, kakšne vzorce si razvil in kako iz njih deluješ. Ne? In to je tisto, kar potem definira, na kakšen način ti lahko uspeš. Ne? In zato so eni športniki, ki uspevajo po principu, da rečem, užitka in nekega trdega dela, ki pa še vedno temelji na užitku in na temu, da znajo ohranjati svoje telo in glavo čisto, mirno in spočito. Spet drugi pa pač rabijo milijon nekih repeticij, milijon potrditev občutka, da so dali vse in še več, zato da pol si dovolijo ta uspeh. Sam resnica je pa ta, da je pa ta drugi način večkrat kaznovan v narekovajih s poškodbami, z izgorelostmi, z nekimi ovirami, ki se zgodijo na poti, ki se sicer, če bi znali biti do telesa bolj prijazni in s tem do sebe, mogoče ne bi. Če bi recimo zdaj v tem trenutku lahko dal nekomu, ki je podoben kot ti karakterno, na svet, kaj naj pazi, pa stopa na športno pot. V 2 stavkih, se da to... Ne si ga vzame bolj na izi, vem, da je to čistko pavšalno rečeno, ampak ne pač postavi tudi svoje dobro počutje in to, da lahko uspeh doseže tudi skozi užitek in skozi užitek procesa, da ne tudi to postavi naprej. Gremo še malo na olimpijske igre. 2-krat si izpolnil normo, 1-krat si izkoristil in sicer v Pjongčang. Tako. Zdaj, a kaj drugače gledaš na velike tekme, ko veš, da ne rabiš iti do hišice? Ja in ne. Mislim, sigurno so velike tekme posebnost in je tudi pričakovanje drugačno, posebno olimpijada, ki je enkrat na 4 leta. Ampak ja, teh občutkov ne pogrešam preveč. Je pa lepo biti in na olimpijskih in na svetovnih prvenstvih. Mislim, jaz vem, da če bi se znašel v tvoji situaciji, ker vem, kakšen sem, da bi imel tako 2 dni diareje. Ja, odvisno, kjera pista, ne? Ne, tudi že samo pritisk neke velike zadeve. Okay. A si imel ti kakšne težave? Se komu kaj bruha, ne vem? Ja, v bistvu imam eno tako izkušnjo in sicer iz Bormija enkrat, tam, ko bo tudi olimpijada letos, ko sem vozil kombinacijo pred leti, jer dejansko prvič nisem nič spal. Dobesedno z Boštjanom Klenetom so bila v sobi, nisem zatisnil oči cele noči in drugič na dan tekme mi je bilo na štartu dobesedno slabo od strahu, ker pač Bormijo je res Bormijo. Je instanca. Je. Veš, kaj mene vedno zanima? Ko se pripravljate na progo, imate ogled proge in potem si zapomnite ta vratca, kako in kaj gre. In potem izvajate ta smučarski tai chi. Ja, to ne. To. Ja. Vizualizacijo. To. In si zapomniš vse ovinke. Ja, seveda, sej že na treningu to na nek način vadaš, treniraš in potem na tekmi je to predstavljanje, vizualizacija in je to del v bistvu tega, da si zapomniš in pol tudi lahko ponavljaš in na nek način že vizualiziraš tisto postavitev in kako boš ti vozil pol kasneje, ne? Zato nisem, jaz bi se zgubil. Jaz tudi. Jaz bi šel v drugo ulico, na drugo smučišče. Ja, Vinograd, ne, Vinograd. V Vinogradu bi šlo lažje. Ja, brez skrbi. Ker tam so lepo ravne vrste, ne? Ok, zdaj, če smo pri vizualizaciji, a imate športniki, ne vem, sigurno kakšno najbolj priljubljeno smučišče? Ti si obredil v svet, bil koliko, 10 let si bil v vrhunskem športu, ne? Tako. Bi se kam še vrnil kot rekreativni smučar? Na smučišče? Da ti je bilo nekje tako lepo, ali pa da je krasna vasica, da tam je pa zaid. Evo, draga, jaz bi te pa peljal enkrat tja. Ja, kar se smučanja tiče St. Moritz, snega. Kar se tiče razgledov in lepot Wengen, kar se tiče navijaškega vzdušja Adelboden. Ja, tam pride koliko 50.000 ljudi. Ja, 30 po moje na dan. 30 na dan, wow. To je res Adelboden, po mojem. To sem rekel že, draga, Adelboden
gremo s Franom. Gremo vsaj pogledat, kako zadeva zgleda z drugega zornega kota. Okay, Olimpijada je pred nami, 6. februarja se skupaj štarta. Koliko medalj bomo osvojili? Ne bom napovedoval, naj povejo športniki, oni se odločajo. Tako se vsi izognejo temu odgovoru. Ja, seveda. Ampak jaz verjamem, da so dobro preštimani vsi po vseh disciplinah in bomo navijali in to je to. A za glavo pomaga, da greš na olimpijske igre za nadaljevanje kariere ali bolj škodi? Če si mlajši, definitivno mislim, da je zelo pozitivna izkušnja. Čim prej pač biti tam, probat, zato ker je to res unikum enkrat na 4 leta in je posebna izkušnja, že sami protokoli, prav olimpijska vas, vse te akreditacije, non-stopno kontroliranje ni enako kot na ostalih tekmah in iz tega vidika sigurno je posebna izkušnja in je dober. Še to bi jaz vprašal. Zdaj si možakar, skrbiš za stike z javnostjo. Koliko je pomembno recimo na olimpijadi, da PR-ovci po domače rečeno zaščitite športnike? Vzamete kdaj to vlogo oziroma so vzeli pri tebi to vlogo? Ja, zdaj tukaj v tem primeru za to skrbi Olimpijski komitej Slovenije, ampak kar se tega tiče, je pomembno, da so športniki tukaj obravnavani res kot športniki in da se jih maksimalno zaščiti na način, da imajo čim več energije in pozornosti za tisto, kar je najbolj pomembno in to je športni nastop. In se mi zdi, da v tem primeru smo ljudje ali pa ljudje, ki so na teh pozicijah zadolženi za to, da je športnik čim bolj zbran. Da zadostijo novinarjem in tako, da pač naredi tisto, kar je objektivno potrebno narediti in to je prav, ker pač tudi je javno nastopanje pomemben del in tudi ljudje pač so naši navijači in smo to dolžni zagotoviti, ampak hkrati je pa športni nastop tisti, ki je najbolj pomemben. Ok, 2 velemenika torej Štefove življenjske zgodbe je rojstvo sina 2 meseca nazaj. In pa to, kar se je zgodilo takrat leta 2019. Na TV Slovenija Poloni Bertoncen nisi mogel povedati nič, ko si postal svetovni podprvak. Ja, nisem mogel, ne. Lepo je bilo, lepo, toliko enih čustev, toliko enih občutkov, spominov, tudi neko breme pade iz ramen, ker je to res en tak velik uspeh, cilj, ki sem ga imel tako rekoč celo kariero pred očmi in super, lepo. In kaj lahko iz tega povlečeš, kaj bi svetoval mladim športnikom, mladim smučarkam, smučarjem? To, kar jim vedno tudi ponovim, ko se z njimi pogovarjam, da ne bojo vztrajni, potrpežljivi, pa ne imajo tudi vizijo in strategijo, kaj pravzaprav si zares želijo in ne bojo pošteni do sebe. In če je to šport, naj v to vizijo zaupajo in strategijo gradijo in nadgrajujejo na način, da bojo to vizijo čim lažje izpolnili. Morda, če še z druge strani pogledamo vprašanje, kaj bi si želel, da bi se v športu v prihodnjih letih spremenilo, v vrhunskem športu? Če roko na srce, vrhunski šport postaja vse bolj gladiatorski. Da bi se začel upoštevati čim bolj faktor človeka. Se pravi, da bi atleti bili zmožni tudi pokazati čustva, se z njimi ukvarjati, si njih dopustiti, biti tudi ranljivi, ne samo gladiatorji in roboti. Ker se mi zdi, da se to majčkan je zgubil, potisnil na stran in to ne nazadnje tudi vpliva, da je pol vedno več poškodb, ker telo enostavno reče ne, ker se na človeški faktor pozablja in potem roboti pa nismo. Ne. Zdaj, ti si bil nekje na internetnem, ne prelomu, ampak veliki ekspanziji vseh člankov, komentarjev, socialnih omrežij in tako naprej. Si to spremljal? Te je to zabolelo? Ker se mi zdi, da tudi s tem, ko si ti končal, so se začele vedno bolj te kampanje, dajmo biti obzirni, dajmo podpirati, ne pa hejtati oziroma kritizirati, ker to človeka zaboli. Si kdaj to bral ali si pustil vse na strani? Bral namensko nisem. So pa definitivno te stvari po mnogih kanalih prišle do mene. Tako ali drugače, ne? Ja. Tako in drugače in kaj ne rečem, žal mi je za tiste ljudi, ki to pač počnejo na ta način ali pa morajo početi na ta način in da ne
uspejo zdržati s tem sami sabo ali pa v nekem zaprtem krogu. Tako da vedel sem, da ni to moj problem. Je pa seveda kljub vsemu to breme in športnika to bremeni in mogoče, ker si jih omenil to, jaz sem se skozi kariero in tudi po koncu kariere sem se veliko trudil v to smer, da probam na nek način ozaveščati o temu, da to izpostavljam, da to naslavljam kot problem družbe in kot nekaj, kar ni sprejemljivo, in se mi zdi, da je to pomembno, da tudi športniki spregovorijo o tem in za tem stojijo, ker menim, da si tega vsak, ki je vrhunski športnik in ne nazadnje vsak človek tega ne zasluži, in to je to. Jaz bom zdaj dal en reflektor na to, kar se govori v javnosti, ker jaz prebiram dosti člankov in tudi komentarji me precej zanimajo. Kako da imamo mi, rečem, tako široko okno za smučarje, smučarke, da gre toliko na olimpijske igre, če pa skoraj vemo, nikoli ne vemo, da ne bodo dosegli res vrhunskega rezultata. Recimo žensko smučanje. Ja, zdaj, če konkretno vzamemo žensko smučanje, je situacija sledeča, glede na to, da sta se v tej sezoni žal poškodovali na začetku Andreja Slokar in Neja Dvornik, ki sta bile zagotovo potnici na olimpijske igre, sta se tukaj 2 dodatni kvoti odprli, ki pa seveda smo jih zapolnili na račun tega, ker je poleg tega, da se seveda kvota izpolne, je tudi te 2 članici predstavljata možnost, da slovenska ekipa alpskih smučarjev dobi tudi zadoštno podporo, kar se tiče stafa, akreditacij, ker je pač na olimpijskih igrah so glede teh stvari malo drugačna pravila, kot pa so recimo pravila na svetovnih pokalih. Ampak po drugi strani spet mladi smučarki, nova izkušnja, nikoli ne veš, kje si ti lahko odpre. Točno to, ne? Če se navežemo čisto na to, je pa definitivno dobrodošla taka izkušnja in se mi zdi, da je pomembno, da se izkoristi, da se da priložnost. Sveda. In pač se lahko mogoče naredi tudi kakšen rezultat, zakaj pa ne. Tako, in pa kot smo rekli, zaradi te kvote imajo tudi vsi ostali še dodatno podporo, kar se tiče tako, osebja. Kar se tiče tehničnega osebja, ne? Ker na olimpijskih igrah je pač glede na število članov reprezentance je vezano tudi številka tehničnega osebja, kar je pač na alpskem delu še posebno pomembno, zato ker so serviseri, ker so pomočniki, ker so trenerji, in če si jih predstavljamo eno smukaško progo, je potrebno več ljudi za to, da se smukaška proga pokrije s kamerami in z vsem ostalim, in na ta račun pač več kot je reprezentantov, več lahko je tudi tega podpornega osebja, pri čemer je pa tukaj šlo tudi za to, da se enostavno te kvote uporabi, zapolni, in če ima nekdo izpolnjen osnovni kriterij za to, da lahko gre v olimpijsko reprezentanco, seveda je pol tudi izbran za olimpijsko reprezentanco. Ok, še kakšna hitra, kakšna je tvoja najvišja hitrost na smuku? 143,7. 143,7. Teh celih 7 je kar pomembnih, ne? Ja, mislim je, ne, očitno je, če to poudarjam. Ja. Je pa izvengna to rekord iz kombinacijske tekme. No. Ok, na Instagramu si mi takrat, ko si postal svetovni podprvak, napisal, kaj si jedel. Mislim, da si rekel nekaj testenine z neko polivko, osnovno paradižnikovo. Se še spomniš tega? Ja, pašta. Ne? Ja, pašta, ja. Ta pašta je bila zelo slavna na Instagramu takrat, ker sem v bistvu šel po smuku hiter v bajto, tam, kjer smo stanovali, direkt za tribunami v cilju v Oreju. Ja. In smo si tako vmes sami kuhali tudi kakšne stvari, ker smo imeli kuhno in je bilo vse tisti dan na glavo, ker je bilo slabo vreme. Sem rekel, ok, idemo eno paštico, bomo hitro pojedali, neko polivko, paradižnikovo smo ruknali in to je to. Gasa. Znaš še kaj dobrega skuhati, si se kaj naučil v zadnjih letih? Brez skrbi, kaj dobrega znam, to brez skrbi. V čem si najboljši? Mislim, da v žaru sem najboljši. Si za svetovnega podprvaka? Ne, to pa tukaj pa novo mešal hrušk pa jabolk. Zdaj mislim, da bomo glih to, pri tem bo končal, zdaj ribanje, hrušk pa jabolk. Tako. Ne, v kuharstvu so pa strokovnjaki kuhari. Ok, sem se pa ne spuščaš. Ne. Kje se vidiš čez 10 let? Ne vidim se še, ampak tam, kjer bo srce, glava, duša in telo. Ne vem, bomo videli. Raziskujem in se pustim, da pač iščem še
kaj je vse tisto, kar me v življenju veseli in to je to. To je to. Mogoče samo še to vprašanje od poslušalca. Martina je napisala, če ne bi nikoli postal smučar, kaj misliš, da bi počel danes? Danes ne vem, kaj bi počel, ampak kaj bi pa počel recimo v smislu športa, prej bi Po pa mojem, mogoče ja. igral basket. Basketaš. Okay. Ja. Ja. Misliš, Kar se športa tiče, ja, to mi je bilo zelo pri srcu, sem ful rad igral basket, tudi ga rad spremljal in ja, to je to, basket. torej, kar na hitro povej, katerega leta bo Luka Dončić dobil svoj prstan? Upam, da čim prej. Čim prej. Okay. Hvala lepa nocojšnjemu gostu. Z nami je bil Štefan Hadalin, nekdanji vrhunski alpski smučar, danes oče in obraz komunikacije slovenskega alpskega smučanja. Če ste se pogovorili priklopili nekje vmes, oziroma bi ga radi slišali še enkrat, vse se da, če imate na televiziji funkcijo za zamik, si lahko današnji pogovor gledate na Radio 1 TV, kadarkoli želite, še preden bo na spletu. In ko bo pripravljen celoten pogovor s Štefanom Hadalinom, skupaj z vsemi dosedanjimi torkovimi pogovori, vam bomo povedali in bo seveda dosegljiv tudi na radio.si, na Inkinem YouTube kanalu in ostalih podcast platformah. Naslednji torek nov ekstra gost oziroma gostja. Odpotovali bomo v svet črk, stavkov, knjig in zgodb in z nami bo zmagovalka natečaja Mladi pisatelj leta pri založbi Petka, pisateljica Ajda Laban Rakušček. Štef, hvala lepa. Hvala vama, super je bilo. Vse dobro. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radia 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem.